naša rižota je kuhana. Zdaj bomo v njo zamešali en sirček in eno žličko masla. Počakali, da se bo to stopilo. In servirali. Se pravi en sirček, takole. Ena žlička masla. Obe te sestavini boste dali rižoti bolj kremno strukturo in kremen okus. Tako. Malo bomo še zaprli, toliko da se bo sir stopil, da se bo maslo stopilo. Ta čas, ko se to topi, vam pa jaz povem par stvari, ki sem jih ugotovila zdaj pri tem kuhanju. Ena od stvari je, da so vsaj za moje izkušnje čas priprave oziroma čas kuhanja na embalaži je v večini vedno zavajajoča. Zdaj tale riž, ki se ga uporablja, piše, da je treba riž kuhati od 15 do 17 minut. Jaz sem ga, naredila sem počen prekršek in sem na polovici kuhanja vseeno riž poskusila, ker drugače je pravilo, da dokaj riž kuhamo, ne odpiramo kozice. Kadar kuhamo na način vse v en lonec. Če kuhamo na način, da konstantno dolivamo vodo in mešamo, tisto je drugo. Danes smo kuhali tako, da imamo vse, stresemo skupaj, pokrijemo in se kuha. Torej po 7 minutah, se pravi po polovičnem času, predpisanem, je bil riž kuhan. Tako da boste mogli naštudirati vsak svoj riž, oziroma toliko so različni riži, da očitno enega pravila vam jaz ne morem dati in enega zagotovila, da se držite časa. To je ena stvar, se pravi kozice ne bi odpirali, jaz sem jo odprla. In zdaj, druga stvar pa je, ko se riž kuha, se pravi po tem določenem času kuhanja, ga pustimo, potem ga odstavimo z ognja in ga pustimo še kakšnih 5 minut stati, toliko da se riž še malo napije.